se kdaj spraševali, kako je z omejitvijo dedovanja, kadar je pokojni prejemal denarno socialno pomoč? Z namenom razjasnitve in pojasnitve je z nami v studiu danes Miran Vrbanič, pravni svetovalec Zavoda PIP, ki ga lepo pozdravljam. Dober dan. Kako je torej z omejitvijo dedovanja? V katerih primerih gre za to omejitev? Zapustnikovo premoženje se omeji pri dedovanju, vkolikor je ta prejemal denarno socialno pomoč več kot 12 mesecev, oziroma ločeno, kadar je prejemal varstveni dodatek, je užival oprostitev plačila socialno-varstvenih storitev ali pa je oziroma prispevka k plačilu družinskega pomočnika. Pa je to kje zapisano? Seveda, zapisano je v zakonu o dedovanju, in sicer v 128. členu. Sedaj, če tudi je ta zakon v veljavi od leta 1976, je pa država z uveljavljanjem teh zahtevkov pričela predvsem v zadnjem desetletju. Zdaj, posledično smo opazili, da se ljudje bolj pazljivo ali celo zaradi slabše informiranosti ne poslužujejo teh oblik pomoči, čeprav bi jih nujno potrebovali. Ljudi pa najverjetneje zanima, kaj to pomeni iz finančnega vidika. O kakšnih zneskih govorimo in je potrebno potem vrniti celotno pomoč? Višina vračila je odvisna od višine dane pomoči, je zelo različna za vsakega posameznika in pa seveda tudi od dolžine, kako dolgo se je pomoč prejemala. Zdaj, preračuna se pri denarni socialni pomoči tako, da se ta dana denarna socialna pomoč zniža za 12 najvišjih mesečnih zneskov in potem še dodatno zniža za tretjino. Pri varstvenem dodatku in ostalih oprostitvah, ki sem jih prej omenil, pa je višina vračila do 2/3 dane pomoči. Pa še pomembna informacija, kaj pa če ima država na zapustnikovi nepremičnini že vpisano zaznambo o omejitvi dedovanja? Tukaj pa gre za prepoved odtujitve in obremenitve, s katero si država zavaruje poplačilo dane pomoči. Se pa država vpiše v zemljiško knjigo s soglasjem in šele, kadar je zapustnik oziroma vsak, ki prejema takšno pomoč, to pomoč prejema v zadnjih 24 mesecih več kot 18-krat. Kako pa je z izredno denarno socialno pomočjo? Se ta tudi vrača? Ne. Izredna denarna socialna pomoč in njeni dve posebni obliki, to sta pomoč po smrti družinskega člana oziroma posmrtnina in pa pomoč pri kritju pogrebnih stroškov oziroma pogrebnina, se pa ne vračata. No, najlepša hvala za vse te informacije, te odgovore. Upajmo, da smo komu pomagali in seveda hvala, da ste nas obiskali v studiu. Hvala vam.